Iz ribniške športne dvorane, kjer je pred nami derbi 6. kroga v prvi slovenski rokometni ligi, hkrati tudi uvodno srečanje tega 6. kroga. Riko Ribnica, Celje, Pivovarna Laško. Celjani trenutno skupaj s Trebanci na prvem mestu s 100% izkupičkom po 5 odigranih krogih, potem pa na tretjem mestu že najdemo Ribničane, torej tudi glede na trenutni položaj na prvenstveni lestvici pravi derbi. Tule so Celjani, ki so doslej premagali vseh 5 tekmecev. Ribničani pa so začeli 4 zaporednimi zmagami, potem pa jih je prav tu na njihovem parketu v prejšnjem krogu presenetila Loka, zanje že tradicionalno neugoden tekmec, in danes bodo skušali Ribničani seveda popraviti ta vtis z prejšnjega kroga in morebiti presenetiti Celjane, kar se seveda ne bi zgodilo prvič. Celjani so tukaj nekajkrat že klonili, nazadnje res da pred dobrimi 3 leti, takrat z 22-21, ko se je moral po porazu celjske klopi posloviti tudi Branko Tamše. Sezono kasneje so Celjani na tem vročem parketu v Ribnici tudi remizirali, no v zadnjih 2 sezonah pa so tu vselej zmagali s 3 goli razlike. V dvorani trenutno predstavitev obeh sodnikov, tudi to sta stara znanca dosedanjih dvobojev Ribnice in Celja Pivovarne Laško. Že 4. sezono zapored bosta Aljoša Žibret in Miran Teršek delila pravico na tem derbiju. Zdaj pa še predstavitev ekipe Celja Pivovarne Laško. David Razgor je seveda kapetan celjske zasedbe. 2 nekdanja Ribničana ima v svoji postavi Alen Toskič, to sta Nebojša Bojič, vratar, in pa organizator igre Tilen Strmljan. Alen Toskič ima na voljo še Stefana Terziča, Tadeja Mazeja, Arsenija Dragaševiča, Gala Marguča, Vida Poteka, Miljana Vujoviča, Anteja Ivankoviča, Radojco Četbiča, Tilena Kodrina, Stefana Žabiča, Žigo Vlakarja, Aleksa Vlaha in Matica Suholežnika. Cokan in Gabršek sta danes končala na tribuni. Najbrž pa slišite tudi dobro vzdušje za zdaj v ribniški športni dvorani, ker tribuna sicer še ni nabito polna, kot se je dogajalo v nekaterih preteklih sezonah, vseeno pa 2 navijaški skupini, ki bosta prav gotovo dajali ton, ko gre za dogajanje na tribunah. Še predstavitev domače, torej ribniške zasedbe. Jan Kucel je kapetan, Robert Beguš povratnik na klop Ribničanov, pa ima v ekipi še Aljaža Levsnika, ki bo nosil številko 2, številka 6 Marko Šolaja, 7 Ilja Bogdanovič, eden od 5 novincev v tej sezoni pri Ribnici, pa 12 Jaka Glavan, 13 Žan Žagar, 14 Leon Ljevar, še en novinec, pa Stefan Ranisavljevič, srbski rokometaš, ki se je pri Ribnici uveljavljal že v lanski sezoni. Številko 23 nosi Uroš Miličevič, ki na začetku te sezone igra v sijajni formi, levi zunanji, pa še en nogometaš oziroma rokometaš, ki prihaja z Hrvaške, izjemen vratar Sandro Meštrič, kar 14 obramb v povprečju ima na začetku te sezone. Ta vratar, ki je nazadnje branil v Franciji. Stalnica sta seveda v ribniški zasedbi tudi brata Nosan, številko 27 Blaž, in pa njegov starejši brat Mitja. Mark Klarič, tudi eden od 3 vratarjev, ki jih ima danes na voljo Robert Beguš, pa Brin Cimerman, Božidar Simič, še en novinec, Črnogorec, organizator igre, in pa Marin Buneta, še en hrvaški rokometaš, ki smo ga v preteklosti v Sloveniji že spoznali v majici Maribora, torej ena od 5 okrepitev Ribnice. Prav vsi rokometaši, ki so novinci v zasedbi
Roberta Beguša, torej povratnika na ribniško klop po 4 letih, so tuji rokometaši, ki se seveda še uveljavljajo na slovenski sceni, ampak že teh prvih 5 uvodnih krogov je nakazalo, da so se Ribničani dobro okrepili in tudi zato lahko danes resnično pričakujemo dobro rokometno predstavo. Še enkrat smo videli Aljošo Žibreta in Mirana Terška, ki bosta danes torej delila pravico na tej tekmi, dejal sem že 4. sezona zapored, že ko delita pravico na tem derbiju. Sodila sta tudi prav zadnje srečanje teh dveh ekip, to je bilo 20. marca letos, jasno v minuli tekmovalni sezoni tu v Ribnici, ko so Celjani takrat še pod taktirko Tomaža Ocvirka zmagali z 28 proti 25, torej s 3 goli razlike. Naš strokovni sokomentator na nekaterih tekmah slovenske rokometne lige Gregor Cvijič je tedaj vodil Ribničane. Celjani pa so danes krenili sredine igrišča v modrih majicah, Vlah v vlogi organizatorja igre, Ivankovič levo in Mlakar desno na zunanjih položajih, Marguč na desnem krilu, najboljši strelec Celja za zdaj v tem prvenstvu, pa tudi drugi strelec celotne lige, Vid Poteko na položaju krožnega napadalca in na levem krilu Tilen Kodrin, to je postava Celja v tem prvem napadu. Miljan Vujović je v celjskih vratih, v domačih pa Sandro Meštrič, od katerega bo Vojda marsikaj odvisno. Dejal sem še prej, izjemen vratar, mnogi so bili kar precej začudeni, kako je Ribnici uspelo tega vratarja pripeljati v svoje vrste. Prvi mož ribniškega rokometa Marko Oberstar je opravil dober posel, ko je v Ribnico pripeljal tega 25-letnega občasnega hrvaškega reprezentančnega vratarja. Vlah poizkuša mimo Nosana in prva obramba Meštriča, ki je tekmo dobro odprl in zdaj Ribničani v svojem prvem napadu. Blaž Nosan je organizator igre na položaju desnega zunanjega Marin Buneta, zdaj pa z položaja levega zunanjega poizkuša Uroš Miličević. Tudi nam sem na začetku tega prenosa opozarjal, da je v sjajni formi, Žiga Mlakar pa je hitro odgovoril z izenačujočim zadetkom. 1-1 je v Ribnici, pa podaja Blaža Nosana proti svojemu starejšemu bratu Biti. Akcija, ki se ni išla po željah, tako kot zdaj tudi ne Celjanom, ko je Mlakar na levem krilu iskal Tilena Kodrina, torej po en zadetek na vsaki strani. Uroš Miličević pri domačih ter Žiga Mlakar pri Celjanih sta zadela. Takole je kot prvi danes Vujovića premagal Uroš Miličević in domače torej popeljal vodstvo. Kmalu zatem je Mlakar z natančnim strelom z razdalje izenačil. Nosan. Nosan, Buneta in Miličević, zunanja vrsta Ribnice. Bogdanović je na črti, na desnem krilu Žan Žagar in na levi strani kapetan Jan Pucelj, najučinkovitejši igralec Ribnice. Tole pa smo videli, kako si je Vid Poteko kar zgodaj že priigral prvo izključitev na današnji tekmi. Ribničani bodo zdaj imeli 2 minuti igralca več. To je tisto, kar jim ni šlo ravno najbolje na prejšnji tekmi. To so izpostavljali, torej, da morajo enostavno v igri z igralcem več odigrati bolje, predvsem bolj zbrano in učinkoviteje. Bomo videli, kako jim bo uspelo. Ja, tole so dobro izigrali Ribničani in na koncu je Marin Buneta zadev za novo vodstvo Ribnice, tokrat z 2-1 ob izteku 3. minute srečanja. Jasno, ob izključenem Vidu Poteku zdaj mora iskati novo rešitev v tem času kazni za Poteka Alen Toskič, zato na parketu že Matic Suholešnik, celjska vrata pa so seveda prazna. Ivanković, Vlah in Mlakar. Mlakar išče prostor za strel, prekršek je bil to Miličevića nad
Mlakarjem, za zdaj še vedno edini strelec pri Celjanih na tem srečanju. Desni zunanji Žiga Mlakar. Mlakar ponovno išče prostor za strel, našel je Ivankoviča, Ivankovič ima močan strel, toda še ena obramba Sandra Meštriča. Podaja na levo krilo proti vodstvu, ki je bil dovolj natančen in Ribničani imajo prvič na tej tekmi 2 gola prednosti. Jan Pucelj je takole zadev po podaji Blaža Nosana. Strel v bližnjo vratnico, takole pa je v prejšnjem napadu Ivankovičev strel svojo drugo obrambo danes zaustavil njegov rojak Sandro Meštrič. 3-1, torej za Ribničane, ki se vsaj na začetku tega srečanja niso ustrašili renoviranega in favoriziranega tekmeca. Buneta skuša preprečiti podaje, ki so namenjene organizatorju Vlahu. Se je izstrelila kazen po teku, Celjani so v popolni postavi, kar pomeni, da se je Vujović že vrnil med vratnici, rumeni karton pa za Blaža Nosana. Tole Blaž Nosan tudi sam je prejel udarec v obraz, ampak vse je v najlepšem redu. Takole je zaustavljal Žigo Mlakarja in prejel rumeni karton. Kot lahko vidite tudi sami, se izteka 5. minuta v Ribnici, 3-1 za zdaj za domačo zasedbo. Vlah skuša prebiti Mitjo Nosana, to mu je uspelo, vsaj do te mere, da je izsilil najstrožjo kazen. Naj ob tej 7-metrovki povem, da danes spremljamo dvoboj ekip, ki sta najbolje izkoriščali te kazenske strele. Za zdaj Ribničani celo več kot 96%, samo eno od 27 najstrožjih kazni so domači zapravili, tudi Celjani ne zaostajajo prav dosti od 30, kar 27krat uspešni, torej dobrih 92% izkoriščenih najstrožjih kazni. Predvsem tisti, ki bo zdaj poizkusil Gal Marguč, je dosegel veliko golov s črte 7 metrov, kar 16 že. Smo videli, da je poškodbo staknil tudi Buneta. Očitno gre za poškodbo kolena in tole bo kar hud udarec za ribniško zasedbo. Ne deluje ravno najbolje Marin Buneta, upam, da ne gre za kakšno težjo poškodbo 26-letnega hrvaškega rokometaša, ki se je v Slovenijo vrnil iz grškega AEK-ja, predtem torej že pri Mariboru v preteklih sezonah. Marguč pa je zanesljivo premagal Sandra Meštriča in vodstvo Ribnice zdaj znižal na 3-2. Zdaj kot organizator igre pri Ribnici po odhodu Bunete na klop Božidar Simić, Črnogorec, ki je pred to sezono prišel iz Sloge, iz Bosne in Hercegovine, kar pomeni, da se je Blaž Nosan preselil na položaj desnega zunanjega. Moral je nekoliko zarotirati zdaj svojo zasedbo Robert Peguš po poškodbi Bunete. Miličević, Blaž Nosan in Simić. Danović se je odkrival na črti, prekršek dosojata Aljoša Žibret in Miran Teršek. Tule Ivankovič, ki je s prekrškom zaustavljal Simića. Še enkrat poizkuša Simić, pa Blaž Nosan močno odaleč, toda Miljan Vujović je njegov strel uspel obraniti. Celjani zdaj napadajo za morebitno izenačenje, podaja na črto in to bo ali prva izključitev tudi na ribniški strani. Tako je, mislim, da mora na klop za kaznovane kapetan Jan Pucelj. Tako je, tole hkrati tudi najboljši strelec Ribnice v dosedanjem delu sezone. 32 zadetkov je dosegel, več kot polovico sicer s črte 7 metrov. Takole smo videli še enkrat, se je lotil vida poteka in zdaj Ribničani v obrambi z igralcem manj. 7. minuta srečanja pri vodstvu domačih s 3-2. Ivankovič,
Ivankovič podaja na črto Vlahu, še en prekršek, tokrat je bil Miličevič tisti, ki je na nedovoljen način zaustavil Primorca v celjski majici. Tule še enkrat Miličevičev prekršek nad Aleksom Vlahom. Nakar, Vlah in Ivankovič, nova podaja na črto po teku, brez prekrška, vendarle v nadaljevanju, ko je žoga zadela Blaža Nosana, je bil v 6-metrskem prostoru, je Aljoša Žibret vendarle dosodil oziroma prisodil žogo Celjanom, predtem pa tretja obramba Sandra Meštriča. Lepo je zdaj Ivankovič na krilu našel Kodrina in zadev je Tilen Kodrin. Dva zaporedna zadetka zdaj Celjanov, ki so prišli v 8. minuti do izenačenja 3-3, torej v Ribnici. Takole lepo zadev Tilen Kodrin, še eden tistih, ki so zelo učinkoviti na začetku te sezone. Kodrin takoj za Margučem, drugi strelec Celja v uvodnih 5 krogih, ko so Celjani v glavnem strelsko blesteli, predvsem na gostovanjih. Ekipi iz Šmartna so zabili kar 39 golov, v Ormožu vsega 2 manj, torej izjemna učinkovitost je krasila Celjane na uvodnih 2 gostovanjih v tej sezoni. Miličevič in poteko ga zaustavlja s prekrškom. Obrambi sta zdaj čvrsti na obeh straneh, samo po 3 zadetki v dobrih 8 minutah tega srečanja na vsaki strani. Blaž Nosan, Miličevič oddaleč, tudi on zelo natančno, resnično v sjajni formi igra na začetku te sezone Uroš Miličevič. Ribnica ponovno vodi, torej le kratek čas, kajti Vlah se je opogumil na drugi strani in hitro poskrbel za novo izenačenje v Ribnici. 4-4. Simič. Iskal je Blaž Nosan na črti Iljo Bogdanoviča, obranili so se Celjani, ki imajo zdaj priložnost, da prvič na tem srečanju povedejo. Sjajna akcija Vlaha, ki je dosegel 2 zaporedna zadetka in prvič na tem srečanju gostje torej vodijo. Zdaj v 10. minuti tekme s 5-4. Miličevič, Simič, Blaž Nosan, Miličevič podaja na tesno krilo. Nesporazum je bil to z Žanom Žagarjem, ki je bil kar dobro pokrit. Ivankovič, prekršek v napadu, mislim, da pravilna odločitev tokrat Mirana Terška, ki je bil dovolj blizu proti napad Ribničanov in zadev je Žan Žagar. Prvi njegov zadetek na današnji tekmi. Znova je rezultat izenačen, torej na začetku tega srečanja ne eni, ne drugi ne dopustijo tekmecu, da bi se kaj prida odlepil. Ribničani so v določenem momentu sicer že imeli 2 gola na skok, ampak Celjani so jih hitro ujeli in za trenutek tudi prehiteli. Še enkrat pa je zadev Vlah, 3 njegovi zaporedni zadetki, strelec polovice celjskih golov za zdaj. Zelo razpoloženi Aleks Vlah. 10 golov je dosegel v uvodnih 5 krogih, torej 2 v povprečju, že presegel svoje povprečje začetka letošnje sezone. Po praktično zgolj 10 minutah današnje tekme Aleks Vlah. Simič, Bogdanovič, Blaž Nosan proti Miličeviču. Simič, trčil je v poteka, na tleh se je znašel za trenutek tudi Žiga Mlakar, prekršek Celjanov in to bo še naprej žoga za Ribničane. Simič na črto Bogdanoviču, lepo izigrano. Ilija Bogdanovič, prišlek iz Radničkega, iz Kragujevca, ta srbski rokometaš Ilija Bogdanovič. Krožni napadalec in znova hitro odgovarjajo Celjani. Prvič danes v polno tudi Ante Ivankovič. Nova minimalna prednost Celjanov, tokrat 7-6.
Vse bolj razpoloženi so, zdaj eni in drugi v napadu. 9 metrovka znova za Ribnico. Nosan, Simič, Miličević, to je zdaj zunanja vrsta Ribnice, odkar se je praktično že na samem začetku poškodoval Kuneta. Miličević, Simič, Miličević je prišel do strela, Vujović s prvo oziroma drugo današnjo obrambo, toda Miličeviću je potem uspelo ujeti odbito žogo ter zadeti. Znova pa hitro Celjani zaključujejo na drugi strani, Ivanković proti Kodrinu in še enkrat v polno Tilen Kodrin. Za zdaj imajo Ribničani precejšnje težave pri povratku v obrambo, hitro Celjani odgovarjajo po prejetem zadetku. Ribničani se prepočasi vračajo in to Celjani za zdaj znajo dobro izkoriščati. Miličević, Simič in Bogdanović, Nosan. Še enkrat so zlahka Tomači prišli do zaključnega strela. Božidar Simič je dosegel svoj prvi zadetek in rezultat je danes še enkrat več izenačen. Obramba številka 4 pa za Sandra Meštriča in na drugi strani sijajno tudi Miljan Vujović. Vratarja sta dokaj razpoložena na začetku tega srečanja, kljub temu smo videli veliko zadetkov že. Tule zdaj Meštriču žoga ušla v gol, ampak še pred strelom prekršek nad Mlakarjem. Tule pa smo videli še enkrat obe obrambi. Najprej Sandra Meštriča na eni in nato še Miljana Vujovića na drugi strani. Pri Celjanih je prišlo do zamenjave v zunanji vrsti. Postopil je Arsenije Dragašević, ki bo igral seveda na položaju levega zunanjega. Vlah ostaja organizator. Mlakar še naprej skrajno desno v zunanji vrsti. Suholežnik je na črti, na krilih pa Marguč in Kodrin. Vlah znova prihaja do strela, tokrat brez 7 metrovke. Zaustavljata sodnika uro. V pogovoru Aljoša Žibret z Maticem Suholežnikom. Celjani medtem že nadaljujejo svoj napad. Mlakar je prišel do strela in zadev. Drugič danes Žiga Mlakar. Celjani ponovno v vodstvu. Ribničani so tule komaj da ohranili posest. Žoga je za hip ušla Blažu Nosanu. Zadevo je popravil Božidar Simič. Zdaj pa bo potrebno obrisati parket, kajti kar nekaj rokometašev se je ob tem boju za žogo znašlo na parketu. Tule pa še enkrat zadnji celjski gol. Otresel se je Miličevića in Puclja. Žiga Mlakar ter naposled premagal še Sandra Meštriča za vodstvo Celja 9-8. Simič. Puneta se je vrnil na parket. Dobra novica za ribniško zasedbo. Prekršek nad Miličevićem. Bližamo se polovici igre v prvem polčasu. Za zdaj, kar se rezultata tiče, ves čas tesno in tule za novo izenačenje poskrbel Jan Pucelj. 9-9 je v Ribnici. Še enega bivšega rokometaša Ribnice je zdaj v igro poslal Alen Toskič. Zdaj je vloga organizatorja v domeni Tilena Strmljana. Mlakar je poizkusil znova sijajno v vratih Sandro Meštrič. Simič je iskal Mitjo Nosana. Miličević je prišel do strela in zadev je Miličević. Zadev je Miličević, pa še izključitev Žige Mlakarja. Druga izključitev na celjski strani. Miličević pa je dosegel že 4 zadetke. Alen Toskič seveda ni najbolj zadovoljen, kajti Ribničani so prišli do novega preobrata in zdaj vodijo z 10-9. Takole je Miličević prišel do zaključka
Mlakar ga je hkrati oviral na nedovoljen način in zdaj poizkuša Toskič številnimi menjavami, povsem je spremenil zunanjo vrsto. Zdaj na desni strani Stefan Terzič, na levi Arsenije Dragašević, organizator igre je Tilen Strmljan. Tudi Suholešnik, ki je na črti tekme ni začel. Strmljan pa je prišel do strela in tudi lepo, dovolj učinkovito zaključil novo izenačenje v Ribnici v 17. minuti na 10. Tudi sami vidite na vaših zaslonih, še dobra minuta kazni za izključenega Žigo Mlakarja. To je bil sicer Matic Suholešnik, Simič, Miličević. Simič, Buneta, Miličević. Še enkrat Buneta, Miličević. Odlično se je postavil Miljan Vujović, toda Suholešnik je storil prekršek. To bo prva 7-metrovka zdaj tudi za Ribnico. Očitno bo zdaj poizkusil kar Buneta, čeprav je prvi izvajalec najstrožjih kazni pri Ribnici Jan Pucelj, pa poizkuša Buneta. Miljan Vujović je njegov strel obranil. Zanimivo, da je bil to prvi zgrešeni strel 7 metrov Marina Bunete in šele druga ribniška zapravljena najstrožja kazen sploh v dosedanjem delu prvenstva. Ostaja v Ribnici 10-10, vsaki bodo Celjani v popolni postavi. Strmljan, Kodrin. Terzič še enkrat vrača žogo Strmljanu, Dragašević močno. Mislim, da bo to žoga še naprej za Celjane. Pri 6 obrambah je že Sandro Meštrič. Nekaj negodovanja s tribun, jasno zaradi te, po mnenju ribniških navijačev, nepravilne odločitve Žibreta in Terška. Medtem pa so Celjani dosegli zadetek preko Terziča, takole močno, natančno Stefan Terzič. Prvi zadetek tega srpskega rokometaša, ki se je v Celje preselil iz Izraela pred začetkom te sezone in dosegel svoj 14. zadetek v slovenskem državnem prvenstvu. Znova Celjani do minimalne prednosti. Bez prekrška za najstrožjo kazen, ki so jo ponovno iskali domači. Proti Bogdanoviću je meril s podajo Simič. Kodrin je sicer prišel do žoge, toda Žibret in Teršek dosvojata prekršek. 20. minuta v Ribnici, gol prednosti za Celje. Simič, Bogdanović, Buneta, Miličević. Miličević, nezaustavljiv je Uroš Miličević. 6 zadetkov povprečje na začetku te sezone, danes je že pri 5 golih. Rokometaš na vaših zaslonih za kip. Uroš Miličević, skoraj da dvometraž, 199 cm meril višino ta 22-letni Ljubljančan. In v tem trenutku time-out na zahtevo gostujočega stratega Alema Toskiča.
Celjani nadaljujejo z napadom preko Ivankoviča. Terzič in Strmljan, 11-11 je v Ribnici, nova obramba, že 7. za Sandra Meštriča, ki je takole zelo zadovoljen po novem obranjenem strelu. Ribničani pa poizkušajo zdaj priti do novega vodstva. Precej izmenjavan v vodstvu enih in drugih. Tule smo še enkrat videli tole obrambo številka 7, 25-letnega Sandra Meštriča. Sicer rokometaša, ki je svojo vratarsko pot začel pri Vidovcu, pri nas, pri naših sosedih na Hrvaškem, branil tudi za Trnovec in na zadnje Varaždin, preden se je prvič podal v tujino in odšel PX-u v Francijo, tam zapustil izvrstno vtis. Želeli so z njim podaljšati sodelovanje, ampak že predtem je prvi mož ribniškega rokometa Marko Oberstar Sandra Meštriča uspel prepričati v to, da je Suho Robari podpisal pogodbo. Meštrič torej v tej sezoni blesti v vratih Ribnice. Videli ste za hip tudi najzvestejše navijače Celja, Pivovarne Laško, Florjane. Ribničani pa poizkušajo priti do svojega 12. zadetka. Simič. Buneta. Prekršek nad Bogdanovičem in mislim, da bo to nova izključitev na celjski strani. Ali celo oboje stranska more biti. Za zdaj Žibret in Teršek zgolj opozarjata Bogdanoviča in Suholežnika. Srdit boj na črti teh dveh orjakov. 190 cm meri v višino Bogdanovič, 202 cm Suholežnik. Še en dvoboj teh dveh rokometašev, prekršek Suholežnika in še naprej bo to žoga za Ribničane. Nova 9-metrovka, tule so domači navijači, Miličević pa znova močno in natančno. Miličević bo s takšnimi predstavami kmalu začel trkati tudi na reprezentančna vrata. Ribnica ponovno vodi 12-11 ob izteku 22. minute za zasedbo Roberta Beguša. Strmljan, Terzič, Ivankovič oddaleč in še enkrat Sandro Meštrič. Če brani Sandro Meštrič, potem igra Ribnica, pravijo po videnem v uvodnih 5 krogih domačini in resnično vidimo, da ima Ribnica v tej sezoni sjajnega vratarja. Nebojšo Bojiča so jim, da tako rečem, speljali Celjani pred začetkom te sezone. Bojič se je preselil iz Ribnice, torej v Celje. Da domači so pripeljali zares izjemno kakovostnega Meštriča, ki je že pri 8 obrambah, na drugi strani pri 4 Miljan Vujović, ki je zaustavil tudi en strel 7 metrov Marinu Buneti. Buneta, Simič. Zdaj na položaju levega zunanjega. Ljevar pri Ribnici, zapravljen strel. Domači so imeli priložnost, da bi znova prišli do 2 zadetkov prednosti. Danes so enkrat že imeli 2 gola naskoka na začetku, ko so vodili s 3-1. Sicer pa ves čas spremljamo izenačeno igro. Ekipi se izmenjavata v vodstvu, toda brez kakšnega vidnejšega odskoka enih ali drugih v rezultatskem smislu. Strmljan, Suholežnik in Terzič. Vlah se skuša prebiti. Vlah, ki je tekmo odlično odprl, še vedno je najučinkovitejši igralec Celja s 3 zadetki. Aleks Vlah. Uroš Miličević je na drugi strani že pri 6, torej polovico ribniških golov je zabil Uroš Miličević, svojega drugega danes pa Tilen Strmljan. Rezultat je znova poravnan ob izteku 24. minute.
12-12, tule je Tilen Strmljan, 25-letnik, ki je svojo rokometno pot začel pri Rudarju iz Trbovelj. V Celje pa torej pred to sezono prišel prav iz Ribnice. Puneta, na črti je iskal Bogdanoviča. Še naprej bo to žoga za domače. Simič, Puneta. Simič in Puneta zdaj poizkušata sama. Leon Levar je še en rokometaš, ki se je v Ribnico priselil, bom rekel, kar z dokaj bližnje reke. Nazadnje je igral za Zamet, ta 20-letni rokometaš. Ribničani so napad zapravili, na drugi strani pa ne tudi Celjani, ki so preko Gala Marguča, ki je dosegel svoj prvi gol iz igre danes, znova prišli do vodstva. 13-12, zdaj prednost gostov. Nova sprememba v vodstvu na današnji tekmi. Puneta, Simič, Levar, zunanja vrsta Ribnice, na črti Bogdanovič, Žagar in Pucelj na krilih. Ribničani zdaj poizkušajo priti do izenačenja. Simič, Puneta, Levar. Levar je znova na črti iskal Bogdanoviča, znova bo to samo 9 metrovka za Ribnico. Levar, še en visok rokometaš, pa Simič, brez korakov, tudi brez prekrška v napadu. Žoga bo še naprej za Ribnico, potrebno bo obrisati parket, kajti Simič in Poteko sta se tule znašla na tleh. Še dobre 4 minute do izteka prvega polčasa v Ribnici, gol prednosti za Celje Pivovarno Laško. Simič, Puneta, Levar, tudi Levar je zatresel celjsko mrežo, zdaj njegov prvi današnji zadetek. 13-13, pa Suholežnik, ki skuša priti do zaključnega strela, no in prav Levar, opogumljen s tem doseženim zadetkom v prejšnjem ribniškem napadu, je tule skupaj s Pucljem uspel zaustaviti Matica Suholežnika, jasno s prekrškom. Tudi Levar skoraj na dvometraž, 198 cm, meril višino. Igralec, ki je igral za kar 3 različne reške klube, za Trsat, Kozalo in nazadnje za Zamet. Še ena priložnost in obramba številka 5 Miljana Vujovića. Strmljan, Vlah. Hitro so se zdaj uspeli vrniti Ribničani. Strmljan je vseeno prišel do strela, presenetil zdaj svoje nekdanje soigralce. In Celjani so ponovno prišli do minimalne prednosti 13-14, time-out na zahtevo domačega stratega Roberta Beguša. Zdaj sem dobil informacijo, da smo sliko vendarle ves čas v Ribnici, tudi med odmori. Kot lahko vidite, tudi sami spremljamo zelo izenačen dvoboj v tem prvem polčasu, ki se počasi izteka. Trenutno so v minimalni prednosti gostje iz Celja, manj kot 3 minute pa so še preostale do izteka tega prvega dela. Ribničani pa bodo zdaj napadali za novo morebitno izenačenje. Tule Alen Toskič, težko delo, prav gotovo danes čaka njegove varovance, da uspejo ohraniti to
ta 100-odstotni izkupiček začetka te sezone. S tem se, kot rečeno, lahko pohvalijo le še Trebanjci, ki pa bodo svojo tekmo tega kroga odigrali jutri zvečer v Kopru. Še derbi bo to ob 19. Koper Trimo Trebnje. Simič. Nova izključitev. Matic Suholežnik zaradi potiskanja Bogdanoviča na klop za kaznovane. Če je moja statistika točna, za zdaj še brez izključitve pri Ribnici, tretja pa je to na strani Celja Pivovarne Laško. Tule Matic Suholežnik, ki se je pred to sezono z Portugalske iz tamkajšnje Benfike vrnil v svoj matični klub. Simič, Buneta na črto Bogdanoviču, še enkrat sijajno. Miljan Vujović počasi dohiteva, po številu obramb tudi Miljan Vujović Meštriča. Tule se je v tako imenovani 100-odstotni priložnosti znašel Ilija Bogdanović. Toda popularni Vujo, kot ga kličejo njegovi soigralci, je tu pokazal del svojega širokega vratarskega repertoarja in zaustavil poizkus srbskega krožnega napadalca. Celjanom se zdaj ne mudi preveč, kajti imajo igralca manj, njihova vrata so prazna. Terzić, Flah je iskal na črti, poteka, no tole pa bo zdaj prva izključitev. Mislim, da kar druga. Zdaj sem se vendarle spomnil, da je bil Jan Pucelj že izključen, torej tole bo druga izključitev pri Ribnici zaradi igre z nogo. Mitja Nosan na klop za kaznovane in zdaj bodo dobro minuto moči na parketu izenačene. Še minuta in pol pa preostaja do izteka prvega polčasa. Strvljan, Terzić, Flah na črti, išče poteka. V čvrstem objemu Marina Bunete se je znašel vid poteko. Strvljan, Terzić, Flah, Strvljan na krilo Kodrinu in nova obramba Sandra Meštriča. Še 9. Medtem smo že vstopili v zadnjo minuto prvega polčasa. Simič, Buneta, Ljevar, Simič, Ljevar, Buneta. Simič nekako je žogo še uspel spraviti do Bunete. Pucelj. Še dobre pol minute do konca prvega polčasa. Vsaki bodo Celjani v popolni zasedbi. Buneta in prekršek za novo 9-metrovko. Zdaj so Ribničani v napadu. Ne bom rekel z igralcem manj, ampak to seveda pomeni, da ob izključitvi njihova mreža ostaja prazna. Pucelj, napaka Ribničanov. Bodo Celjani to skušali v tem zaključku izkoristiti. Celjani so storili napako, bo še dovolj časa za kakšen strel. Ker vratar Meštrič, kateremu je žoga pravzaprav pri tem strelu ušla iz roke, poizkusil. Konec je prvega polčasa, no v zadnjih nekaj minutah nismo videli nobenega zadetka, potem ko so bili predtem napadalci kar dobro razpoloženi. Še vedno pa je vse v skladu s pričakovanji, bom rekel kar povsem odprto. Celjani na odmor odhajajo z golom prednosti, vodijo 14-13. Znova je bolečina v kolenu začutil Buneta. Tule pa so strelci. Uroš Miličević vsekakor prvo ime tega prvega polčasa. Skoraj polovico ribniških golov je zabil Miličević, pri Celjanih pa trikrat v polno organizatorja Aleks Flah in Tilen Strvljan. In skupno gledano, torej Celjani po 30 minutah tega derbija v Ribnici vodijo 14-13. Nekaj minut odmora si bomo vzeli, na to pa se znova oglasim iz Ribnice. Do takrat lep pozdrav.
Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji rokometa. Znova smo v Ribnici, kjer čakamo na začetek drugega polčasa derbija v prvi slovenski rokometni ligi NLB. Spremljamo obračun med Rikom Ribnico in Celjem Pivovarno Laško. Po prvih 30 minutah 14-13 vodstvo Celja Pivovarne Laško. Drugi polčas se bo torej vsak hip začel. Spremljali smo resnično zelo izenačen prvi polčas. Ribničani so imeli samo enkrat na samem začetku praktično 2 gola prednosti. Vodili so s 3-1. Celjani pa niso imeli nikoli več kot en gol prednosti in tudi ob odmoru, torej 14-13, en zadetek naskoka za Celje Pivovarno Laško. Torej, tako kot je bilo moč pričakovati, spremljamo zelo izenačen dvoboj v Ribnici in videli bomo, kako bo v nadaljevanju, ko bodo domači seveda še naprej skušali drago prodati svojo kožo. Tule Alex Vlah, ki je bil zelo učinkovit že na samem začetku tega srečanja. Skupaj s klubskim soigralcem Tilenom Strmljanom sta najučinkovitejša pri Celjanih. Tole Miljan Vujović, ki je v prvem polčasu, vsaj po moji statistiki, izbral 6 obramb, predvsem v zaključku prvega dela je blestel v celjskih vratih. Skozi večji del prvega polčasa pa sijajno za Ribničane branil Sandro Meštrič, ki je zbral 9 obramb. Prvi bodo sredine igrišča v nadaljevanju krenili domači rokometaši. Tule pa je Žiga Mlakar. V prvem polčasu je dosegel 2 zadetka. Ribničani bodo začeli s Simičem na položaju organizatorja. Sijajni Miličević, najučinkovitejši strelec, 6 goli. Levi zunanji, desno Blaž Nosan, na krilih Žagar in Pucelj ter na črti Bogdanović. V vratih trenutno ni nikogar, kajti Ribničani bodo imeli še 10 sekund igralca manj, potem pa se bo med vratnici najbrž vrnil Sandro Meštrič, kajti težko verjamem, da bi Robert Beguš ob tako dobri predstavi Meštriča karkoli menjal med vratnicama. Meštrič je zdaj že na parketu. Ribničani skušajo priti do izenačene na samem začetku tega drugega polčasa. Poizkusil je Božidar Simič, ki je v prvem polčasu dosegel en zadetek, toda pod prekrškom je bil Simič, pa zdaj Blaž Nosan proti Miličeviću. Blaž Nosan, ki je na črti iskal Bogdanovića, stekel je Tilen Kodrin v protinapad in dosegel zadetek. Prvič na današnji tekmi imajo Celjani 2 gola naskoka, vodijo torej s 15-13. Miličević pa nadaljuje tam, kjer se je ustavil v prvem polčasu serijo zadetkov. Tale je že njegov 7. in hitro so Ribničani znova prišli do priključka, Celjani pa do novega zadetka. Takole Ivanković podal Vlahu, Vlah pa močno in natančno 4. njegov gol in znova 2 gola prednosti za Celje Pivovarno Laško v 2. minuti drugega polčasa. Buneta je v zaključku prvega dela znova začutil bolečino, ali je prejel udarec v stegensko mišico ali pa gre znova za težave s kolenom. Bolečino je začutil praktično že v uvodnih minutah srečanja, kar nekaj težav za Marina Buneto, zato je prisiljen nekoliko več rotirati v zunanji vrsti domači strateg Robert Beguš, tvorec največjih uspehov ribniškega rokometa, prav gotovo med letoma 2013 in 2017, ko je 4 sezone vodil Ribnico, se potem za 4 sezone preselil v Škofjo Loko, pred to sezono pa znova sedel na ribniško klop.
prekršek nad Miličevićem. Zdaj so Celjani dovolj agresivni v obrambi, ne dopuščajo domačim, da prihajajo do neoviranih strelov. Toda Uroša Miličevića ima Ribnica v svojih vrstah. Miličevića, ki se resnično razvija v sijajnega zunanjega rokometaša, izvrsten realizator, 8 njegovih golov, 16 proti 15, znova samo zadetek prednosti na strani Celja. Mlakar, Ivanković proti Poteku gre žoga, Poteko, 10. obramba Sandra Meštriča, ne da se tudi z neposredne bližine Meštrič, Nosan, in tole bo verjetno izključitev Mlakarja, morda celo 7 metrovka, bomo videli, kakšna bo odločitev Žibreta in Terška, ki sta dobro opravila svojo nalogo v prvih 30 minutah. Tule poglejmo še enkrat tale protinapad in potem mislim, da prekršek Marguča in ne Mlakarja. Tako je na klop za kaznovane pri Celjanih je moral Gal Marguč, ki je storil prekršek, 4. kaznovani rokometaš Celja Pivovarne Laško, danes pri domačih v prvem delu izključena Pucelj in Mitja Nosan. 3 minute in pol igre v nadaljevanju, še naprej gol prednosti za Celje Pivovarno Laško, tako je bilo že ob odmoru. Tole je Miličević pred prihodom v Ribnico je igral za Ljubljano. Jutri bomo videli na Kodeljevem mestni obračun Slovana in Ljubljane ob 18:30. Medtem pa so Ribničani prišli do izenačenja. Zadev je prvič danes Blaž Nosan. 16 proti 16. Še naprej, lahko bi rekel, spremljamo mrtvi tek Celja in Ribnice. Ivanković, Mlakar in Vlak na zunanjih položajih. Terzić za hip zdaj celo na desnem krilu. Celjani seveda s praznimi vrati, glede na to, da je na klopi za kaznovane Marguč, vseeno pa se je Vlah uspel prebiti do strela in dosegel svoj 5. današnji gol. Aleks Vlah se je takole izboril za zaključek in znova minimalna prednost Celja Pivovarne Laško, 17 proti 16, torej z igralcem manj so zadeli gostje. Miličević, Nosan ima prosto pot proti vratom in to je uspel izkoristiti za svoj 2. zaporedni gol in znova so hitro suhorobarji prišli do izenačenja. 17 proti 17 po 5 minutah igre v nadaljevanju. Zanimivo, da sta se ekipi v Ribnici že razšli z neodločenim rezultatom. 29 proti 29 je bilo aprila 2019. Potem pa so Celjani dobili naslednjih 5 medsebojnih dvobojev med tema dvema ekipama. Nazadnje prav tu 28 proti 25, ko sta tudi sodila Aljoša Žibret in Miran Teršek. Milan Kodrin v polno, 4. danes. 18 proti 17 za Celje. Ali bodo Celjani še naprej 100-odstotni, bomo videli čez slabe pol ure. Ivanković, Vlah je krenil proti napad, Žagar in Blaž Nosan sta ga zaustavila, toda s prekrškom, in Celjani bodo zdaj mirno organizirali napad. Terzić odhaja na klop, namesto njega se vrača na desno krilo Marguč. Danes je Cokan ostal na tribuni, zato nima kakšne konkretnejše rešitve za ta položaj. Na klopi Alem Toskić, zato je Terzić ob kaznovanemu Marguču igral celo na desnem krilu. No, Miličević pa mora zdaj na klop za kaznovane. To je kar hud udarec za Ribnico.
brez svojega najboljšega strelca v naslednjih 2 minutah Uroš Miličević. Tretja izključitev pri Ribnici, 4-krat za zdaj na klopi za kaznovane Celjani. Tule nobenega dvoma, preoster je bil Miličević z Vidom Potekom. Vlah, Kodrin, Mlakar, še enkrat Vlah, a Ivanković podaja na črto, Vlah tudi z tega položaja krožnega napadalca pravzaprav zadeva Aleks Vlah, 6 njegovih golov. Resnično zelo učinkovit danes, dejal sem že, 2 gola v povprečju na začetku te sezone dosegal celjski organizator igre, danes jih je zabil torej že 6 in Celjani imajo znova 2 gola prednosti, to je izenačenje sploh najvišje prednosti kogarkoli na tem srečanju doslej. Simić. Domači zahtevajo 7-metrovko, na klop za kaznovane pa bo moral, če sem videl prav, Vid Poteko. Če je temu tako, potem druga izključitev za Poteka. Tule je celjski krožni napadalec, ki mora kot prvi drugič na klop za kaznovane. Ribničani v teh trenutkih zdaj poravnani s Celjani, kajti tudi sami imajo izključenega Miličevića. Simić pa je prišel do strela in zadev za znižanje na 19-18. Hitro so domači tu uspeli premagati Miljana Vujovića. Tule je 24-letni Božidar Simić, prišlek pred to sezono iz Sloge. Mlakar, Vlah in Kodrin, še pol minute kazni za Miličevića. Ivanković se je dvignil in premagal svojega rojaka v ribniških vratih Sandra Meštriča. Drugi gol, ampak hitro so domači odgovorili z golom Puclja. Izkoristili dejstvo, da so Celjani igrali brez vratarja in znova samo gol prednosti za goste. Vlah, Ivanković in to bo 7-metrovka, pa še ena izključitev. Zdaj mora na klop Žan Žagar. Žagar se opravičuje Ivankoviću, zdaj bo s črte 7 metrov poizkusil Gal Marguč. Enkrat je bil danes že uspešen, kako bo tokrat iz oči v oči z Meštričem, še enkrat dovolj natančen. Tretji gol Gala Marguča, 21-19. Vodijo Celjani, toda še naprej je vse odprto. Simić. Načela se je 10. minuta v drugem polčasu. Ljevar, Blaž Nosan, Ljevar. Podaja na desno krilo, prestop, če sem videl prav, mladega Marka Šolaje. Zadetek torej ne velja, ostaja 21-19 in zdaj imajo Celjani prvič priložnost, da pridejo do 3 golov naskoka. Nihče danes še ni imel to vrstne prednosti pri Celjanih, zdaj na črti Stefan Žabič. Še tretji krožni napadalec, ki ga je danes poslal v igro, Alen Toskić. Tilen Kodrin pa zadeva, tudi on je v drugem polčasu izjemno razpoložen, skupno njegov 5. gol in najvišja prednost kogarkoli na tem srečanju. 22-19 v 40. minuti, a Celjani so v tej sezoni v glavnem v drugih polčasih uspeli streti svoje tekmece. Po prvih 30 minutah pa je bilo recimo izenačeno tudi v Šmartnem, kjer so na koncu Celjani dobili tekmo s kar 12 goli razlike, pa recimo tudi v prejšnjem krogu imeli le gol prednosti ob odmoru proti Slovanu, pa dobili tekmo za 11.
In tako dalje, skratka v drugih polčasih Celjani ponavadi stopijo na plin in strejo tekmeca. Za zdaj kaže, da bo tudi danes tako, ampak predzgodaj še za kakršnekoli zaključke, glede na to, da je za nami šele dobrih 10 minut igre v nadaljevanju. Imajo pa gostje zdaj res svojo najvišjo prednost. Težave ima Ilija Bogdanović, krožni napadalec Ribnice, tole je celjska klop, Žiga Mlakar, tudi on drugič danes na klopi za kaznovane. Pazljiveša bosta morala biti do konca tega srečanja Vid Poteko in Žiga Mlakar. Znova bodo moči na parketu izenačene, kajti še vedno je v teku kazen Žana Žagarja na domači strani. Bogdanovića pa mislim, da danes ne bomo več videli, ali gre za poškodbo kolena 26-letnega srbskega rokometaša, ki je svojo pot sicer začel v Čačku pri tamkajšnji mladosti, pred to sezono pa se v Ribnico preselil iz Kragujevca, iz tamkajšnjega Radničkega. Tole je kapetan Jan Pucelj, najučinkovitejši igralec Ribnice za zdaj. Pa ribniška klop, videli ste tudi vratarja Marka Klariča ter Jako Glavana in pa ob tako razpoloženemu Sandru Meštriču seveda bolj redko dobivata priložnost, da stopita med vratnici. Še ena napaka Ribničanov v napadu, Ljevar tam na desnem krilu ni uspel najti Marka Šolajo. Tole je Beguš, čigar ekipa se je zdaj znašla v precejšnjih težavah. Celjani imajo priložnost, da prvič pridejo celo do 4 golov naskoka. Vlah, Ivanković, Vlah in Terzić. Ivanković skušal se prebiti do črte, čeprav gre za rokometaša, ki zna zadeti z razdalje, ima izjemno močan in natančen udarec. Vlah s krasnim obratom in izsilil je 7 metrovko. Kaže ta Žibret in Teršek, da je šlo za obrambo iz vratarjevega prostora. Tretja 7 metrovka za Celjane. Ja, resnično je stal v vratarjevem prostoru Jan Pucelj. Še naprej lahko rečem dobro sojenje Žibreta in Terška. No, zdaj pa v ribniških vratih Mark Klarič. V trenutkih, ko imajo Celjani igralca manj, so si priigrali 7 metrovko. En Marguč je premagal tudi Klariča za najvišjo prednost na današnji tekmi. 23-19. In zdaj seveda time-out na zahtevo Roberta Beguša. Po skoraj 12 minutah igre v drugem polčasu 23-19. 4 goli prednosti za Celje Pivovarno Laško. Prvič na tej tekmi se je komurkoli uspelo odlepiti na nekoliko večjo razliko oziroma si ustvariti
večjo razliko. Še en zapravljen napad pa Ribničanov, to je zdaj seveda voda na celjski mlin, sprememba v vratih pri Celju Pivovarni Laško. Nebojša Bojič, nekdanji vratar Ribnice, je zdaj med vratnicama na mesto Miljana Vujovića. Zanimivo, v drugem polčasu ena obramba Meštriča in nobena še obramba katerega od celjskih vratarjev, pa so si vseeno gostje priigrali svojo najvišjo prednost. Prekršek je bil to nad potekom. Ura je zaustavljena, potrebno je seveda obrisati parket, plus 4 za Celje. Na zadnjih 8 tekmah v minulih 3 sezonah Celjani nikoli niso slavili z več kot 6 goli razlike, torej nikoli pretirano visoka zmaga kogarkoli. Enkrat v tem obdobju je Ribnica tu zmagala, enkrat Celjanom odščipnila točko. Vlah proti Ivankoviću, Ivanković s krasno finto in potem podajo po teku. Zadev je prvič danes tudi vid po teku in še naprej so Celjani tisti, ki narekujejo tempo. Zdaj delni izid 4-0 za Celje Pivovarno Laško in kar 5 golov prednosti. Voda odgovarja, prekinja tale celjski niz. Na drugi strani Blaž Nosan. Vse 3 zadetke je dosegel v drugem polčasu. Blaž Nosan, takole pa je enega od svojih 5 golov danes zabil Tilen Kodrin. 20-24. Ali se Ribničani še lahko povsem približajo, morda celo ujamejo Celjane. Marguč, v prvi vrsti bo potrebno zaigrati čvrsteje in bolj zbrano v obrambi, pa seveda potem počasi začeti znova zadevati v napadu. Tule je Miličević poizkusil, Žabič ga je zaustavil, predtem je v celjskem napadu Žabiča žoga zadela v nogo, zato sta Žibret in Teršek žogo gostom oduzela. Počasi se zdaj bližamo tudi polovici igre v drugem polčasu. Pri Ribnici na parketu tudi Princ Zimmerman, še en domači izdelek rokometne šole, da tako rečem. Pa nov zapravljen napad Ribnice, Vlah je v naletu, Terzić, zaustavlja ga s prekrškom Miličević. Vlah. Podbujajo ribniški navijači svoje ljubljence, toda Ribničani na parketu preživljajo prvo večjo krizo na današnji tekmi. Vlah na krilo, Kodrinu še enkrat sijajno z asistenco, celjski organizator igre do Kodrina. No in zdaj sta Kodrin in Vlah, ki sta izpeljala tole lepo akcijo gostov, najučinkovitejša pri Celjanih. Vsak po 6-krat sta zadela. Znova pa 5 golov prednosti v trenutkih, ko smo vstopili v zadnjo četrtino igralnega časa v Ribnici, torej za Celje. Blaž Nosan je poizkusil to, da pod prekrškom je bil poteko. Miličević in Simić. Malce so uspeli zaustaviti v zadnjih trenutkih Celjani. Miličevića, nov protinapad, Marguč, obramba Sandra Meštriča. Veliko priložnost so imeli Celjani, da pobegnejo na 6 golov, zato pa je zdaj Miličević izkoristil tole vrzel v celjski obrambi, dosegel svoj 9. gol in znižal prednost gostov. 25-21 je zdaj v Ribnici. Terzić, vsi na noge pozivajo najzvestejši ribniški navijači, tudi preostale ljubitelje rokometa. Kakšnih 300 se jih je zbralo danes v ribniški športni dvorani. Ale obramba Sandra Meštriča ne bo šla v njegov zbir obramb, kajti še pred strelom je bil storjen prekršek nad Ivankovićem. Tule smo še enkrat videli Florjane, najzvestejše navijače Celja Pivovarne Laško, ki so tudi danes dopotovali v Ribnico. Žabič, Terzić in Vlah.
Vlah, nova podaja proti krožnemu napadalcu. No, zdaj Pucelj in Miličević s prekrškom zaustavljata Stefana Žabića. Vlah je razpoložen, Ivanković oddaleč in kakšen gol. Ante Ivanković, tretjič danes. To je tisto, o čemer sem govoril, da gre za rokometaša, ki ima sijajen udarec. No, zdaj pa prva obramba na tem srečanju za bivšega ribniškega vratarja. Zdaj vratarja Celja Pivovarne Laško, Nebojšo Bojića. Takole je predtem Ivanković zabil zares izjemen gol. 21-26 in znova imajo Celjani priložnost, da pridejo do svoje najvišje prednosti na tem srečanju. Strmljana je vrnil na parket Alen Toskić. Strmljan, še ena podaja na črto, zgrešil je Stefan Žabić, zato pa na drugi strani dovolj natančen po protinapadu za svoj prvi gol na tem srečanju Brin Cimerman. Takole se je otresel Ivankovića, ko se Celjani niso uspeli dovolj hitro vrniti. +4 za goste. 49. minuta v Ribnici, 26-22. Ivanković, Strmljan, Terzić, Strmljan. Tole bo prekršek za izključitev. Cimerman mora na klop za kaznovane. Peta izključitev pri Ribnici na tem srečanju. 6krat na klopi za kaznovane Celjani. Tole smo videli 21-letnega Brina Cimermana. Kometaša, ki je prišel iz, rekel bom, kar bližnjega iga, iz tamkajšnjega Mokrca. To velja tudi za Žana Žagarja. Veliko rokometašev, ki so zrasli v ribniški rokometni šoli, ima tudi danes v zasedbi Robert Beguš in pa nekaj, ki so zrasli v okoliških krajih. Ivanković je sam in izkoristil je ponujeno. Ante Ivanković, 3 od svojih 4 golov na tej tekmi je dosegel v drugem polčasu. Ne pustijo zdaj Celjani, da bi se Ribničani resneje približali še več. Znova so prišli do izenačenja svoje najvišje prednosti. Znova imajo 5 golov naskoka. Miličević, Simić, Blaž Nosan, nova obramba Bojića. Še enkrat Nosan do žoge. Še naprej bo to žoga za Ribničane, dovolj borben je bil Blaž Nosan, tule je ujel odbito žogo in na to nad njim storjen prekršek. Glede na tole skandiranje, nekaj negodovanja strani tukajšnjega občinstva na sojenje Aljoše Žibreta in Mirana Terška. Gostje so bili tu prepričani, da bi morali dobiti žogo, domači navijači pa, da bi morala Ribnica imeti 7-metrovko. Zadeva, pri kateri radi rečemo po domače, da imajo vsake oči svojega malarja. Blaž Nosan, Pucelj in Miličević. Še dobrih 10 minut do konca. Visoka prednost za ta del tekme gostov, to da vrača nekaj upanja zdaj Žan Žagar svojim drugim današnjim golom. Nižal je na 27-23. Zadnjih 10 minut srečanja. Strmljan. Ivanković. Ali je tule Kodrin stopil v out, komentatorsko mesto v Ribnici ni ravno idealno, zato tu in tam kakšnega kota tudi ne vidim prav dobro. Najbrž pa je stopil v out Tilen Kodrin, zato sta tule Žibret in Teršek odvzela žogo Celjanom. Alen Toskić je sicer malce namrgoden, ampak mislim, da je
za zdaj lahko zadovoljen. Ribničani imajo sicer zdaj priložnost, da se približajo na zgolj 3 gole zaostanka, ampak še vedno je to kar lep kapital gostujoče zasedbe. Toda Miličević je zabil svoj 10. gol, presenetil Bojiča in Ribničani so zdaj začutili svojo priložnost. Tole poglejte, 11 strelov, pa kar 10 golov sijajnega Uroša Miličevića. Strbljan, Terzić in Ivanković zunanja vrsta. Šabić na črti, Marguč in Kodrin na krilih. Kodrin bo poizkusil z težkega položaja premagal Klariča. 7. gol najučinkovitejšega celjskega strelca danes. (28 proti 24), 8 minut in pol do konca, plus 4 za Celje. Blaž Nosan. Blaž Nosan poizkuša, izsilil je novo 7-metrovko. Če so moji zapiski pravilni, so imeli Ribničani eno 7-metrovko, ki je Buneta zapravil. Zdaj bo poizkusil Jan Pucelj, v tej sezoni 18 poizkusov, 17 zadetkov s črte 7 metrov. Iljan Vujović je zdaj v vratih Celja Pivovarne Laško, toda Pucelj je lepo zadev. Njegov 4. gol. Ne dajo se Ribničani, 28-25. Manj kot 8 minut do konca, 3 goli prednosti za Celje. Takšen je bil, ravno takšen končni rezultat zadnjega obračuna teh dveh ekip. Torej 28-25 za Celje, ampak zdaj do konca še skoraj 8 minut. Ivanković pa je dosegel svoj 5. gol. Ne pustijo zdaj Celjani Ribničane bliže od 3 golov. Miličević. Mitja Nosan. Simić. Prekršek Vida poteka. Blaž Nosan. Bratska naveza, toda obramba Bojiča. Potem brez prekrška nad Pucljem, obramba številka 3. Nebojše Bojiča, ostaja 29 proti 25 za Celje. Zdaj poizkuša poteko in tole bo še izključitev za Mitjo Nosana. Pustila sta prednost, Žibret in Teršek pokazala občutek. V nadaljevanju akcije je poteko dosegel svoj 2. današnji gol. Potem pa je sledila še 2. današnja izključitev za Mitjo Nosana. Še enkrat prejšnji gol Ivankovića, 30-25. Težko, da se Ribničani danes še lahko vrnejo v igro, da bi uspeli odščipniti kakšno točko favoriziranim Celjanom. In zdi se, da se jim obeta 2. zaporedni domači poraz. V prejšnjem krogu so izgubili proti Loki z 28 proti 27. Blaž Nosan. Požrtovalno Blakar. Toda to bo še naprej žoga za domače. Simić. Močno Nosan, toda samo v zunanji del mreže. Bojić strelja proti praznim vratom, za malenkost je zgrešil Nebojša Bojić, imel priložnost, da bi dosegel svoj 1. gol za Celje. Iljan Vujović je recimo v tej sezoni že zabil 2. Miličević, Blaž Nosan, Aljevar, vrnil ga je na parket Robert Beguš. Manj kot 6 minut do konca, 5 golov prednosti za Celje. Zimmerman, Blaž Nosan, Miličević. Danes je dosegel že 10 zadetkov Uroš Miličević.
Ljevar z težkega položaja, Ivankovič v bloku. Za hip sta se znašla Ljevar in Kodrin na parketu. Potrebno ga bo malce obrisati. Še vedno pa imajo za dobrih 5 minut, kolikor je še preostalo do konca tega srečanja, Celjani kar 5 golov naskoka in zdaj timeout na zahtevo domačega trenerja Roberta Beguša. So, kot rečeno, zelo prepričljivi na začetku te sezone. Z najmanj 7 goli razlike so dobivali tekme, zdaj pa mislim, da je tudi Alen Toskič vzel timeout. V kratkem časovnem razmaku sta torej oba stratega zdaj vzela minuto odmora, medtem so Ribničani seveda zapravili še enega od svojih kar številnih zapravljenih napadov v drugem polčasu. Zdaj je Klarič zaustavil poizkus Kodrina, ostaja 30-25, zdaj so tudi Ribničani v popolni zasedbi, toda zdi se, da jim bo zmanjkalo časa, da bi danes morebiti še lahko ogrozili Celjane, ki so predvsem v tem drugem polčasu, tako kot na večini preostalih tekem v tej sezoni, stopili na plin in prišli do verjetno neulovljive prednosti, čeprav je zdaj svojim prvim današnjim zadetkom Mitja Nosan znižal prednost Celja na 30-26, še dobre 4 minute pa so zgolj preostale do konca tega srečanja. Pričakovati gre, da se Celjanom zdaj v napadu naj ne bi preveč mudilo, glede na to, da imajo prednost, no še eno minuto odmora, pa bomo videli na zahtevo gostujočega stratega Alema Toskiča.
prekinitvah zaradi time-outov se igra zdaj v Ribnici nadaljuje. Eni in drugi navijači še poizkušajo izvleči nekako zadnje atome moči iz svojih ljubljencev, ampak trenutno bistveno bolje kaže Celjanom, ki imajo 4 gole naskoka in so tik pred 6. zmago v tem državnem prvenstvu, tik pred tem, da nadaljujejo zmagoviti niz in skupaj s Trebanci ostanejo 100-odstotni, s tem, da bodo Trebanci svojo tekmo tega 6. kroga odigrali jutri zvečer v Kopru. To izkuša oddaleč Vlah, borbeno zdaj Ribničani v obrambi, brata Nosan sta tole blokirala Primorca v celjskem dresu, ki pa je zdaj presenetil Klariča. Odlična predstava danes Aleksa Vlaha, njegov 7. gol. Mislim, da je zdaj dokončno vse odločeno. 31-26, kajti manj kot 3 minute so preostale do konca tega srečanja, v katerem so si Celjani torej kar hitro v drugem polčasu nabrali dovoljšno prednost, da bodo, mislim, da dokaj mirno tole srečanje pripeljali koncu, čeprav je zdaj zadev tudi Žan Žagar, njegov 3. gol, 27-31 je v Ribnici, ampak še vedno kar lepa zaloga, 4 golov za Celje, dobri 2 minuti pred koncem tekme. Vlah in Kodrin sta zabila po 7 golov, še vedno je najučinkovitejši domači rokometaš Uroš Miličević, ki je zabil 10 zadetkov, ampak nekako v zadnji četrtini tega dvoboja so Celjani uspeli zaustaviti tudi najnevarnejšega strelca na tem srečanju. Vlah pa, če ne zadeva, pa deli asistence, no tokrat Kodrinu na atraktiven način ni uspelo premagati Klariča, tako da se bodo Ribničani morda še lahko nekoliko približali Pucelu Mirja. Mislim, da je tudi domačim že jasno, da bodo doživeli svoj drugi poraz v tej sezoni, drugega zapored, potem ko so prvenstvo začeli 4 zaporednimi zmagami. Nosan, borbeno Kodrin, toda še naprej bo to žoga za Ribničane. Miličević, Nosan in zadev je Prin Cimerman, njegov drugi zadetek, 28-31, 3 goli prednosti za Celje, začela pa se je v Ribnici zadnja minuta srečanja. Zdaj tesno pokrivanje Ribničanov, Vlah in korake dosojata Žibret in Teršek. Zdaj imajo domači priložnost, da se približajo na vsega 2 gola zaostanka, ampak le še 40 sekund je preostalo do konca tega srečanja. Izkusil je Mitja Nosan. Dokončno je zdaj vse odločeno. 31-28, ali bodo Celjani še drugič zapored oziroma tretjič zapored iz Ribnice odšli s +3. To bomo videli zdaj v tem zadnjem napadu na tem srečanju. Še 10 sekund je preostalo do konca. Strmljan. Digneni roki sodnikov, Strmljan poizkuša prekršek nad njim in 9 metrov, ko bodo še imeli na voljo Celjani pri vodstvu z 31-28. Videli bomo, ali bo to tudi končni izid današnje tekme, ko sta si tudi oba trenerja že podala roki. Ja, ni se odločil Gal Marguč za strel na koncu. Takole športni stisk rok enih in drugih. Ribničani so čestitali gostom, ki so bili danes boljši tekmec, predvsem v drugem polčasu pokazali
nekaj več si priigrali v določenih momentih, tudi 5 golov naskoka, jih dokaj vešče tudi držali skozi večji del tega drugega polčasa. Prvi je bil bistveno bolj izenačen, dobili so ga Celjani 14 proti 13. Ribničani so se sicer borili do konca v svojih vrstah, poglejte, imajo tudi najboljšega strelca Uroša Miličeviča, ki je dosegel 10 golov, pri Celjanih najučinkovitejša Aleks Vlah in Tilen Kodrin s 7 goli, Ante Ivankovič jih je zabil 5 in tako naprej. Celjani so se zdaj še utrdili na čelu prvenstvene lestvice, ostajajo 100-odstotni, tako kot tudi Trebanjci, ampak kot rečeno, varovanci Uroša Zormana bodo jutri zvečer gostovali v Bonifiki pri Kopru. Ribnica pa za zdaj ostaja na 3. mestu, drugi zaporedni poraz fantov Roberta Beguša, ki bodo v naslednjem krogu gostovali pri Ljubljani. Celjani pa se bodo v tem terminu petek zvečer tudi pred kamerami Sportkluba ob 18. v svojem Zlatorogu pomerili z Loko, ki je doslej doživela en sam poraz in recimo že premagala aktualnega prvaka Gorenje, pa tudi Ribnico v prejšnjem krogu tu v Ribnici. Torej Loka ima odlično zasedbo, tole je eden od teh 7 zadetkov Tilena Kodrina. Jutri torej še 5 tekem Maribor Dobova, Loka Sviš, Slovan Ljubljana, ljubljanski derbi, pa Šmartno Gorenje ter Koper Trimo Trebnje. Zaradi nastopa Ormožanov v Evropskem pokalu pa bodo slednji svoj domači dvoboj Slovenj Gradcem odigrali 27. tega meseca. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko za danes iz Ribnice. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.